Zdravo! Prikazi različnih pozicij mehanizmov so izjemno pomemben del njihove izdelave. Z njimi lahko na primer sodelavcem prikažemo stanje mehanizma ali pa hitreje izdelamo tehnično dokumentacijo. Creo nam omogoča, da za pozicije, ki so nam pomembne, izdelamo snapshote in jih kasneje ponovno uporabimo. Domen, pokaži nam kako. Lepo pozdravljeni v tokratnem namigu meseca. V programu Creo lahko s snapshoti shranimo različne pozicije kinematičnega sestava in te pozicije prikažemo na risbi, uporabimo pri analizi mehanizma, animacijah ali pa hitro prikažemo sodelavcu. Pogledali si bomo tudi, kako definiramo sete postavitve in jih nadzorujemo s parametri. Lego sestav v programu Creo je sestavljen s kinematičnimi povezavami. To je razvidno iz modelnega drevesa, kjer nam ikona pred imenom pove, da gre za kinematično povezavo. Ali pa pri spremembi definicije, kjer lahko vidimo, da je prikolica postavljena z robnim pogojem pin. Torej, pin nam omogoča, da nam komponenta rotira okrog vrtišča. Ima tudi nično regeneracijsko vrednost in lahko definiramo minimalno in pa maksimalno lego te komponente. Drag komponent nam omogoča, da komponento premikamo po prostoru, torej od ene do druge skrajne lege. To okno pa nam omogoča tudi, da lahko shranimo pozicijo kinematičnega sestava. Torej, z klikom na ikono Snapshot lahko prvo pozicijo shranimo in jo poimenujemo. Takole, komponento premaknemo na skrajno lego in tudi to pozicijo shranimo. Ime potrdimo z tipko Enter. In še druga skrajna lega in ponovno izdelam snapshot. Tako imam na voljo 3 snapshote, 2 skrajni pozicije in pa začetna pozicija. Za bolj natančno definicijo pozicije lahko uporabite ikono Constraint, torej prikolico bom definiral, da je postavljena pod 30 stopinjami glede na traktor. Takole, postavitev je ustrezna in to spet shranim v snapshot. Takole bomo rekli 30 stopinj. Sedaj imam na voljo torej vse 4 snapshote. Če jih želim uporabiti še na risbo, lahko posamezen snapshot ali pa vse izberem in kliknem na ikono, ki mi omogoči shranjene pozicije tudi na risbi. Torej, pred njimi se pojavi tale ikona in sedaj lahko v risbi neodvisno glede na pozicijo sestava definiram, kakšna je pozicija na pogledu. Torej, odprimo risbo. Na risbi imam definirana že 2 pogleda. V lastnostih pogleda, kjer običajno definirate ekspozijsko stanje, najdete tudi snapshote. Torej, na prvem pogledu bomo postavili snapshot ene skrajne pozicije in na drugem pogledu bomo pokazali snapshot druge skrajne pozicije. Poziciji sta spremenjeni neodvisno glede na sestav. Snapshote pa lahko uporabimo tudi v mehanizmih. V mehanizmih sem definiral nekaj servomotorjev in pa analizo. Pri tej analizi, ki bo trajala 5 sekund, lahko definiramo tudi, iz katere pozicije nam naj štarta. Torej, ali bo štartala s trenutno prikazane pozicije ali pa iz poljubnega snapshota. Torej, izbrali bomo 4. snapshot, kjer je prikolica pod 30 stopinjami in bomo zagnali to analizo. In ta prikolica sedaj iz teh 30 stopinj zaniha v eno in v drugo stran, ter se na koncu vrne nazaj na snapshot. Na sestavu pa najdemo tudi lego možica. Ta lego možic je postavljen z klasičnimi robnimi pogoji coincident in pa parallel. Vendar je postavljen z 2 različnima setama. V prvem setu je postavljen na eni strani traktorja. V drugem setu je postavljen na drugi strani traktorja. Izdelamo še sami nov set. Torej, kliknem enostavno New Set
In za klasičnimi robnimi pogoji, kot vam je dobro poznano, postavite Lego možica. Torej, recimo, da naj nalega na tele površini, pa stoji na vrhu te plošče in pa noge naj ima še vzporedne za tole površino. Tako. In smo sami definirali tretji set. Ta set se trenutno imenuje set 14, sami ga bomo preimenovali v S3. Tako imam na voljo kar 3 sete, med katerimi lahko menjam. Set 1, set 2 in set 3. Da pa je spreminjanje in upravljanje za temi seti še enostavnejše, lahko izdelate nov stolpec v modelnem drevesu, preko katerega boste kontrolirali pozicijo same komponente. Torej, dodajmo dodatni stolpec, ki ga vpišemo pod feature parameters. Torej, to ni modelni parameter, ampak je feature parameter in njegovo ime je PTC constraint set. Ta parameter dodamo v modelno drevo, čisto na začetku naj bo prikazan. In kot lahko vidite, PTC constraint set S3 je že prikazan. Spremenimo ga na S1 in model regeneriramo. S2 in model regeneriramo. Ali pa S3, kjer je možic na strehi. Ker je PTC constraint set parameter, ga lahko zelo enostavno upravljamo tudi preko relacij. V današnjem namigu meseca ste videli, kako se shrani pozicijo mehanizma snapshoti in kako lahko pozicijo komponent v sestavu nadzorujemo s parametrom. Za več informacij, namigov in vsebin obiščite našo spletno stran. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.